Se mi zdi, da ravno Volkswagen najbolje obvlada lov na kupce poltovornjakov. Večina si namreč takšen stroj kupi zato, ker se radi izgubljajo v naravi, nekateri zato, ker so radi nastopaški ali pa zgolj zato, ker enostavno vržejo večje športne rekvizite tjale zadaj in gredo po svoje. Zaradi dela, ki bi zahteval tako zmogljiv stroj, ga kupi le redko kdo. Zato je Amarok dejansko na voljo v dveh različicah, v tej, ki je prva prišla na trg, in v tisti s priklopljivim pogonom, z zaporo zadnjega diferenciala, z reduktorjem in z ročnim menjalnikom. Ta pa ima stalni štirikolesni pogon in to je, kar se tiče terenskih vrlin, pravzaprav vse. No, ne, še pomočnika pri spuščanju po klancu navzdol ima in čisto nič drugega, pa sem vseeno brez kakršnih koli težav prišel sem gor na ta zasneženi krvavec. Torej, da dobro izgleda, ni nobenega dvoma sploh takšna različica Aventura. Dovolj robustno, da je tukaj na krvavcu kot v naravnem okolju in dovolj elegantno, da ga ni sram niti pred ljubljansko dramo. Sploh v tej barvi, če vprašate mene, in s temi 20-palčnimi platišči. No, pa tudi oznaka V6 tamle spredaj kar nekako pomaga, ker je dejansko Amarok edini poltovornjak pri nas, ki ima 6-valjni motor. Že ob vžigu prav lepo zamrmra in potem tudi med vožnjo bistveno lepše teče od ostalih. Zelo nežno in brez posebnega vibriranja, tak zvok imam dejansko bistveno raje od tovornjaškega ropotanja pri nekaterih ostalih. Več različic bo na voljo, ampak tale je in bo najmočnejša. Lahko povem, da ima 165 kW moči, to je 224 konjev in 550 Nm navora. Lahko pa dodam tudi, da gre kot petarda. Res, da se 2100 kg težak pick-up premakne tako hitro in tako brutalno, se je treba kar navaditi. Baje z mesta do stotice pospeši v enakem času, kot je nekdaj Golf VR6, ampak se zdi hitrejši. Predvsem pa je motor zelo prožen, sploh s tem 8-stopenjskim menjalnikom, ki predstavlja naravnost bliskovito. Vem, da vas zanima še poraba. Če boste lepo spoštovali omejitve, bo okrog 10 litrov, če se boste podili po kakšnem krvavcu, pa mimogrede 12. Sem pričakoval takšno porabo, vsekakor pa ni majhna. Tako zmogljivega motorja dejansko ne potrebujete, ampak pri nastopaštvu pa kar pomaga. In še nekaj moram pohvaliti, udobje. No, udobje morda ni najbolj primerna beseda, ker ravno udoben ni noben poltovornjak, ampak se mi zdi, da tale bistveno manj pretresa od vseh ostalih, kljub velikim gumam. Vedno pravim, da bi morale takšne frajerske različice ponujati še manjšo nosilnost, potem bi bile zadnje zmeti lahko manj čvrste, potem bi bil dejansko res udoben, tisti delovni stroji pa naj kar bodo špartanski. Pa še dve stvari, ki mi nista najbolj všeč. Na trenutke se mi zdi volanski obroč oziroma krmilni mehanizem kar nekako pretežak, obenem pa Amarok deluje tudi bolj okorno kot pa kakšen Hilux, na primer. Za konec sem prihranil notranjost. Tako uglajen ni noben tekmec in pika. Sedeža sta naravnost fantastična in imata tudi certifikat, da je moj hrbet nadvse lepo podprt, materiali so super, ergonomija štima, vse skupaj je namreč odlično. Pri ceni dobrih 50 € sicer tudi mora biti, ampak dejansko pozabiš, da sediš v poltovornjaku, tako uglajeno je vse skupaj. Če ga potrebujete za delo, potem bo druga opcija boljša in cenejša. Če pa ste enostavno le razvajeni in nočete, da bi vas skrbeli pločniki, potem bo tale kar pravi. A ja, pa vso srečo želim pri motoviljenju v mestih vsem tistim, ki ga boste kupili zgolj zaradi nastopaštva. Za tle gor je bolj primeren.